Ljudje in ljudine, poslušate 252. epizodo 8. sezone podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, oboroženi z bodeži, obvladujemo duhove, tako kot zmeraj, agent za liminalne prostore Mito Gegić. Serbus, oziroma vodmev Serb. Agent za fotrovske reference Igor Harp. In agent za mejne šale Aljoša Harlamo. Tokrat breg gostje ali gosta ali gosta, a zato nič manj žvrgoleči. Današnja 252. epizoda podcasta je posvečena knjižni in Netflixovi seriji Lockwood & Co. Knjižno sestavlja 5 knjig, ki so v slovenščini šle pri založbi Miš, v prevodu Andreja Hitija Ožingerja. Njen avtor je britanski pisatelj Jonathan Stroud, ki ga lahko v naslednjih dneh srečate v Sloveniji, med drugim tudi na konvenciji Na meji nevidnega. Netflixova pa adaptira prvi 2 knjigi in jo sestavlja 8 epizod, to je pa tudi to. Opozoriti velja, epizoda bo vsebovala prikazni iz 80-ih, veliko železa in soli ter kvarnike. In zdaj nekaj strašljivega. Zdaj sem na vajni višini spet, to me veseli. Skratka, danes delamo knjižno in knjižno serijo in serijo, to sem hotel povedati, knjižna serija je torej izhajala v letih 2013 do 2017, pri nas od 2024 do 2026, sestavlja torej 5 knjig, vse dobite pri založbi Miš, smo dali noter povezave, skratka, kričeče stopnišče, šepetajoča lobanja, votli fant, plazeča sesenca in prazni grob. Netflixova adaptacija Lockwood & Co. pa je iz 2023 in kot sem že povedal, skratka, mislim, da adaptira samo prvi 2 knjigi in potem so jo ukinili, tako da to je to za tiste, ki ste pogledali, pa boste pogledali pač toliko, da veste, da stvar ne bo šla naprej. Glede na to, da je to leto 2023, pa da leta 2026 tudi nimamo nobenega novice o tem, da bi kdo drug kupil ali karkoli. Cel point je, da so otroci, pa zdaj že dolgo niso več otroci, ker so že polnoletni in ne morajo več igrati teh 3 vlog, ta glavni 3. Ja, sej, lahko bi jih mogoče kdo drug igral, kaj pa ve. Ne bi bilo narobe. Ustvarjalec je zdaj pisatelj Jonathan Stroud, je sicer pravzaprav še nekako bolj prepoznaven po YA fantazijski seriji Bartimeus Sequence, ki je izhajala z 2.3 do 2.5, pol je še napisal eno prednadaljevanje z 2.10, ker je neka zgodba o nekem čarodeju s 5000 let starim džinom Bartimeusom, ki ga je priklical, pa tudi tam je alternativna zgodovina Britanije, kakorkoli že. Avtorja, kot smo že rekli, lahko srečate v Sloveniji 21. maja ob 6. v Pritličju v Ljubljani, naslednji dan 22. maja ob 10. zjutraj v KD Franca Bernika v Domžalah, tam je sicer, mislim, da rabite za tisto karto, pogledajte si, in 23.5. bo ob 11.15 na konvenciji Na meji nevidnega, ker tudi rabite karte, tako da si lejk zagotovite čim prej. Ni več. Ni več. Ni več, časa snemanja sobota razprodana in 2-dnevna razprodana, samo za nedeljo so še. No, skratka, to je torej obvestilo, kje bi ga lahko srečali, če bi ga lahko še srečali, ampak mislim, da pa skratka za Pritličje pa seveda ne rabite nobene stopnice. Bodite pa 3 ure prej tam. Ja. Ni velik plac. Domnevam, da bodite res, ja, Igor se ne heca, bodite malo prej tam, če mislite dobiti podpis, jaz ne vem, težko ocenim, kakšna priljubljenost je tega avtorja v Sloveniji, tako da pač bodite prej, imejte kak sendvič s sabo in postavite se vrsto. Dali bomo seveda tudi tole v zapiske, v epizode, boste lahko kliknili link in si vse še pogledali v miru. Serijo pa je za Netflix razvil Joe Cornish, ki je drugače režiral film Attack the Block, tudi za Netflix, sicer pa je tudi soscenarist filmov The Adventures of Tintin in Ant-Man. Komor to? Ni Netflixov film, to je pač film, ki je bil v kinu in mislim, da ga nikjer ni mogoče videti. Zakaj sem mislil, da je Netflixov?
Možno, da je trenutno na Netflixu, ampak ni Netflixu. Film, Okay. No, kakorkoli že, zdaj nas bo Igor popeljal v obnovo knjižne serije. Jo. Torej, knjižna serija Lockwood & Co. je postavljena v sporedno vesolje, kjer London že več desetletij oblegajo duhovi ljudi, ki so umrli v mukah oziroma imajo neke nedokončane posle. Zdaj, čeprav ti duhovi lahko škodijo vsakomor, njihov dotik lahko ubije ali poškoduje človeka, jih lahko vidijo, slišijo ali drugače začutijo le nekateri otroci oziroma mladostniki, zato so tudi ti edini primerni za lovce na duhove. Lockwood & Co. je ena takih agencij, ki jo vodi mladi Anthony Lockwood skupaj z Georgeom Cobinsom oziroma v seriji Karim, George Karim in Lucy Carlyle, ki je glavna protagonistka knjig. V prvi knjigi izvemo, kako so začeli sodelovanje in skupaj razrešijo umor Annabelle Ward, ki straši, ker je bila zazidana v dimnik. To obsega 3 epizode serije, knjiga Šepetajoča lobanja obsega preostalih 5 epizod in je osredotočena na zelo veščega duha umorjenega alkimista, koščeno ogledalo, ki ga je ta naredil, in šepetajočo lobanjo, ki postopoma postaja del ekipe in je bila vpletena v tiste dogodke takrat in je taka lobanja, ki jo imajo oni v eni posodi, ki je zaščitena in samo Lucy se lahko pogovarja z njo, oziroma samo Lucy jo razume. Zdaj, preostale 3 knjige so v različnih primerih, ki podrobneje prikazujejo ta svet, razložijo izvor problema, tega, kako so prišli te duhovi in raziskujejo odnose med glavnimi junaki. Res je. Hvala, Igor. Malenkost. Zdaj, seveda, tole nekako epizodo smo sestavili tudi bomo rekel, s pomočjo založbe Miš, ki nam je prijazno posredovala tudi knjige, da smo jih lahko vnaprej prebrali. Jaz moram se sicer opravičiti, ker mi ni uspelo še prebrati vseh, ampak za to, da se pač pogovarjamo o seriji, o knjižni seriji, pa o Netflixovi seriji, koliko smo že omenili večkrat, niti ni treba, ker sta važni samo prvi 2 knjigi za serijo. Jaz sem 3. sem ravno včeraj prebral, tako da zdaj bom 4. nadaljeval. Igor, ti si prebral vse? Ne, jaz sem prebral prvi 2. No, 3. sem potem tebi posodil. No, evo, danes ti jo vrnem, lahko bereš. Darjan, Mito, ti si tudi prebral prvi 2. Ne, jaz sem samo prvo prebral, prvi del Netflixove serije. Malo smo ženen za enko tukaj. Tako da skušali bomo nekaj povedati, mogoče tako kot ponavadi, pač prvi krog gre pač kako nam je kaj bilo všeč. Igor, mogoče ti začneš, nadaljuješ. Zdaj moram reči, da knjige so mi bolj všeč kot serija. Mislim, da se tu kar strinjamo najbrž. Serija je lušna, je zanimiva, ful cenim Joe Wrighta kot avtorja, ampak je pa malo nedodelano, sploh scenaristično se dogaja, sploh tam proti koncu serije, vedno več neumnosti počnejo, vedno več spregledajo najbolj očitne stvari in nelogično ravnajo. V knjigah je tudi deloma to in v knjigah je to bolj še razloženo, ker imaš vseeno tole perspektivo pač žariščenja skozi tole Lucy in ti je bolj jasno, zakaj tak naredi in zakaj spregleda stvari in tak dalje, pa manj očitno je v knjigah, kot tam v seriji, vse to. Ne vem, tam recimo, ko ona dva odvržeta tisto gledalo v Temzo in potem bo to ona dva nekje drugje pobegnila in potem 5 sekund kasneje ona dva sama skočita tam na istem mestu v Temzo, pa oni so že šli, pa nič ne vejo o tem, pa en kup takih stvari, ki so v knjigi ful bolj logične kot tukaj. Je pa mi ful zanimiv svet, ki ga zgradi in kako predstavlja like. Je pa to, da sem jaz pač v zadnjih letih prebral kar dost te YA literature, torej knjig, ki so namenjene mladim odraslim, torej osnovni šolci in srednje šolci. In menim, da je tale mogoče malo preveč predvidljiva. Večina te literature ima ta problem, da ti je tako jasno, kaj se bo zgodilo, če si že prebral več knjig. Zato so tudi namenjene mladim odraslim, ki še niso prebrali ogromno knjig in jih lahko te nekateri standardni zapleti in razpleti in
pač razkritja bolj presenetijo. Tukaj mislim, da je mogoče malo preveč očitno, kar pomeni, da je malo mlajše, hkrati je pa grozljivo, kar pomeni, da je mogoče malo starejše, ampak te otroci oziroma mladostniki se zelo razlikujejo med sabo, kateremu je všeč horor, bo zelo hitro pograbil potem. Okay. O tem, na to se še bom vrnil, Igor, kak si zdaj na koncu povedal, ampak dajmo najprej še Mitota poslušati. Mito? Ja, moram se opravičiti, da smo v bistvu zelo zamejen vtis napram vaju dveh, ampak naj pač to oblazinim s tem, da pač to je meni, če se ne motim, prvi tak izletno v YA, pa si nisem znal niti najbolj jasno žanra določiti, ampak je koliko razumem, precej tipičen, če ni že da skoraj da klišejski predstavnik tega žanra. Meni je bila tako, no. Predvidljiva, klišejska, liki so mi malce površni, pa deloma neumni, pa ful ni noben seksi. Serija to malo popravi. Popravi, no zdaj v prvem delu niti ne vem koliko. Pa ful imam nekih asociacij ali na Scooby-Dooja, ali pa na Dylan Doga, ali pa na Sherlock Holmesa in v bistvu je precej nekaj takih miksov, ki so sicer dobrodošli in me niso motili kakorkoli, ampak pač nekako se mi potem knjiga sama v bistvu spelje precej predvidljivo, pa mogoče še največji minus mi ima, da ni nobene nevarnosti, no, tako da bi rekel, wow, tale lik pa zdaj res ne vem, kako se bo zmazal, ali pa da bo mogoče, ne vem, Lockwood imel trajno poškodbo, ali pa da Lucy se ne bo zlizala, zato ker ni mečevalka 4. stopnje ali kakorkoli. Tako preveč se mi je zdelo nastavljeno, da bo na koncu neki na pol happy end. Mi je pa všeč, kako je svet zgrajen, da je pač ta struktura precej ok, ta alternativna neka zgodovina. Pa tudi stil pisanja se mi zdi, da je precej ok, ki meša nekako malo high fantasy klišeje noter, ampak potem za tem nekim dialektom malo posploši, pa v bistvu kao dost spelje lep miks, no, kao da sti v bistvu knjiga hitro mine, akcija je pač čisto ok spisana, ni pa zapretirano podrobna, ali pa da bi nekako bremzala zaplet, tempo. To pa to, mogoče še kaj več kasneje. Ja, sej, mislim, da ste bolj manj vse to povedali, zdaj skušam malo še skužiti, česa nista, pa da bi še jaz dodal. Seveda mi nismo ciljno občinstvo teh knjig, ne, to je čisto jasno. Meni je recimo, jaz zelo ne maram knjig, ki imajo toliko akcije, no, tukaj noter je tako, mislim, ne maram knjig, ki imajo toliko akcije, ki imajo toliko predvidljive akcije, ne, problem pač teh knjig je, da veš, da se tem junako ne nič zgodilo in pol pač skušaš neki doživljati zraven, kot so oni konstantno v smrtni nevarnosti, ker karkoli imajo, obramba vsa vedno odpove proti tem duhovom, čeprav potem jih vedno nekako uspejo premagati in se malo tako res postane malo repetitivno in nadležno, ampak jaz domnevam, da to mulcem pri teh nekih letih, seveda tako, kot Igor rekel, pač grozljivka je, napeto je, postavlja mlade kot res tisto, kar pač dobra mladinska literatura ali pa vedno naredi, da mlade postavlja kot glavne junake pač nekega dogajanja, to so bili na zadnje 5 prijateljev, zvesti prijatelji in ne vem kaj, ampak tukaj jih dodaje še na nek zelo zanimiv način, ki ste ga tudi vidva že omenila, skratka, da imamo neko alternativno zgodovino, kjer so mladi tisti, ki so pravzaprav neka ta obrambna delovna sila države na nek način, ne? Skratka, branijo odrasle pravzaprav pred duhovi, ker odrasli ne morejo videti duhov, ne pa se boriti proti njim in to se mi zdi izredno zanimivo, pač super neka premisa, čeprav zdaj do 3. knjige ne morem glih reči, da jo tako zelo razišče. Tudi mogoče je bil bolj moj problem, ker sem bral o tej seriji, preden sem jo celoto knjig in sem tam bral, da ga hvalijo, skratka, avtorja, kako on uvaja razredno perspektivo v svoje knjige in tako, in jaz tega nikjer nisem videl in me je mogoče to malo pognalo. Pri seriji pa mogoče mene bolj kot nekonsistenca ali pa neka nelogika moti to, kako zelo spolirana je. Jaz mislim, da včasih ta
visoka produkcija, kar malo uniči zgodbo. Skratka, nič ne moreš zameriti serije. Jaz mislim, da v končni fazi tudi glavci niso slabi, glede na to, da so, ne vem, neki najstniki, torej gotovo so starejši od tega, kako izgledajo, ampak so pa neki, recimo, najstniki, ker nisem šel preveriti, moram priznati, nisem preveril, koliko so ti ljudje stari. Tudi efekti so ok, vse je nekako vredno narejeno, ampak stvar nima nobenega šarma, nobenega humorja, pač in potem samo ta predvidljivost teh akcijskih scen skače naprej, pa ta najstniška drama, neskončna drama med Lucy in Lockwoodom in to, ali je ona zaljubljena van, pa si ne prizna, ali kaj se med njima dogaja, kako je on ta tipičen lik, ki ima neko travmo iz preteklosti, ki ga seveda celega zaznamuje in tako naprej. Ja, na tem področju je bilo meni problematično, da je Lucy glavna junakinja, ker je glavna junakinja samo zato, ker bi bil, če bi bil Lockwood skozi njegovo perspektivo, bi bilo preveč klišejsko. Ja. In ona ni dovolj razdelana, ker je v bistvu Lockwood glavni junak, tudi naslov je Lockwood in tako. Ja. In je ona samo pač dovod do njega in je pol mal prazen lik. Ja, mal je tako kot Watson pa Sherlock. Skratka, ona je tista, ki ga občuduje in on njej razlaga in predvsem mestoma mi je všeč, kako pač avtor reflektira to neko moško Lockwoodovo, to moško samozavest, ker on vedno pač velik da na to, da je v časopisih, da je v medijih, da je, ne vem, da je popularen, da seveda to reče on tudi, da je to zaradi tega, da pač seveda podjetje dobi to klijente, ki jih rabi, ampak po drugi strani seveda tudi neka samovšečnost in to, ampak nikoli pa tega ne reflektira do neke, vsaj zaenkrat v 3 knjigah, no, do neke mere, ko bi to vsaj malo rušil ali pa malo preoblikoval tako naprej. Ampak hotel sem pa jo vprašati, ker je recimo Igor to omenil, meni je zanimivo, ker tole ni YA knjiga, ne? Tole v Britaniji jemlje kot 10 do 14. Te se reče kako, middle grade neki, kaj to? Aha. V bistvu je težava v tem, da jaz, ko sem tole bral, ne vem, jaz mislim, da je mogoče res ta moja, mi smo malo, kar se tiče tega Slovenija, mogoče malo nazadnjaška, malo smo konzervativni in tudi jaz imam to priučeno konzervativno, ker jaz bi takoj rekel, da je to YA, zaradi tega, ker tako, kot je Igor rekel, ker je not neka groza, ker so duhovi, ampak če zdaj gledam nazaj, tudi jaz bi to prej bral, tudi mene to kot najstnika, se pravi od 16 do 18, ne bi več zanimalo, še posebej, ker si liki, ti si prej mi to uporabil besedo, da niso, mislim, rekel si, da niso seksi, jaz bi se temu izognil, ker sem mladoletni, pa bi rekel, da so aseksualni, pač nimajo, čeprav so najstniki, ni nobenega, ta njena zaljubljenost je res zelo otročja. Ja, ampak ta njena zaljubljenost je v seriji dost potencirana, tam ni niti namignjeno prav zares. In to je, zato so YA mora imeti romanco. YA knjige imajo vedno romanco noter, tako da mislim, da je potem v seriji bilo malo prestavljeno gor. Ja, zelo možno, no, skratka, ampak meni je zanimivo, ne. Skratka, sej Igor tudi, ne nazadnje, tvoje hči je prebrala knjige, ki tudi še ni, koliko je stara Ela zdaj? 12. No se pravi, glih bi mogla pasati v to, v ta prilaček. Ja, meni se je mogoče zdelo, da je res zaradi snovi mogoče, sam se pravim, jaz res nimam več toliko stika z otroci, tako da bi težko rekel, ampak ja, če bi pa pomislil na se, bi pa absolutno jaz to hotel brati prikazujem 12 in ne pozneje. Pozneje sem je že pravzaprav bral odraslo znanstveno fantastiko in karkoli sem pač lahko dobil, karkoli je takrat izhajalo. Definitivno bi pač tole bral prej, ampak zdaj pa z nekega odraslega vidika mi je pa smešno, ker se mi zdi mogoče malo, bom res to dal 12-letniku, da so not duhovi in umori ker tukaj je kar, mislim, so kar v prvi knjigi, oziroma v prvih nekaj delih, 3 delih, je pa skratka, ženska iz ljubosumja jo moški zazida v dimnik in jo pusti tam. Zadavi. Ja, najprej jo zadavi. A je to res nekaj, kar... Oziroma, on jo tako močno jo udari, da je v enem šusu zlomi vrat. Ja, tako nekako. To je še kar grozno. Ja, skratka, a je to res nekaj, kar bi dali 12 let? Mito, ti se boš kmalu soočil s tem, kmalu. Kaj? Ko bomo zdaj smo v 8. sezoni, ko bomo tam v 15. sezoni, 16. sezoni, ne, še v 20. sezoni boš se recimo soočal s tem, a bi dal ti to recimo svojih hčerki brat pri
10, 11, 12 letih. Jezus, kaj pa jaz vem, zdaj me pa res masiraš na neko. To je fantasy, Jezus. Ja. Ne vem, mislim, a si kaj razmišljal o tem, kar bo pol Igor ti bo lahko svetoval, pa ti povedal, ampak a si kaj razmišljal o teh mejah, ki bo treba postaviti, mislim, otroku, kaj lahko pa kaj ne sme, pri katerih letih kam da iti? Mislim, vsekakor bojo meje, mislim, še jaz sam si jih deloma postavljam kot druge knjige, ne bro? Ne, jaz mislim, da pač to pade čist znotraj teh nekih zelo jasnih postavk, mislim, da med 10 pa 14 ima otrok že precej jasne predstave, kaj je smrt, kaj je groza. Jaz tudi mislim, da deloma mogoče bi se dalo, glede na to, kakšen svet nas obkroža, ne, da mi skrivamo pri 10-14 grozote, ki se ne da jih grafično razumem. Ponazoriš, ampak da vseeno predstaviš, kaj je koncept smrti ali pa zločina ali pa nasilja. Mislim, da ta knjiga nima problema s tem. Tako kot je Igor rekel, mislim, da ti si rekel, aseksualnost je tle, vse v knjigah, no je v bistvu precej jasno, da tudi ta romanca ni niti prisotna v knjigah. Nasilje, ki je opisano noter, je tako hipno pa hitro, tudi potem, če zdaj spojlam konec knjige, ko se v bistvu morilca razkrinka in ga potem ni duh popapca, ne, tako hitro se zgodi, da niti ni zdaj, ne vem, neka huda pozornost na to. Ne. A meni osebno groza, ki je bila noter napisana, tudi ni bila tako prežeča, detaljna ali pa obsegajoča, veš, da bi bilo grozno. V primerjavi s Kingom, ne, se glih to, ne, če imaš otroka, ki ima rad, ne vem, Adamsove pa te stvari, ne, pa Wednesday, tole je manj grozno kot Wednesday. Sure, ja. In definitivno manj kot Stephen King. Vem, da jaz sem bil v osnovni šoli, ko sem bral Kudžota, to je kar traumatično. In definitivno ne bi priporočal otrokom, da berejo Kudžota, ko so 10. Ampak tole je, ima tele šarm hororja, ne? Pa tako, neki scary, ampak ni pa prav zares. Ja, se zdaj, kot bo mislim tudi, mi tudi smo imeli Scooby-Dooja, ne? Se tudi to gledaš pri... Ne, noben več ne gleda tega. Kako da ne, Scooby-Doo? Halo? Scooby-Doo je legenda, nehi. Ja, mislim, ampak ja, se mi pa zdi to kar zanimiva debata, posebej pri nas, ker jaz mislim, da vseeno smo malo še konzervativni do teh reči, ampak ja, jaz upam, da bi ta serija lahko vzgojila še kakšne ljubitele grozljivk. No, meni se zdi, da mogoče najprej bi rad pohvalil založbo Miš, da sploh prevaja te zadeve, ker pač vsak prevod neke takšne serije, pa da grejo do konca za vsemi 5 knjigami je absolutno pohvalno, pa mislim, da to vsakemu bralcu v teh letih je več kot dobrodošlo. Jaz mislim, da tudi proza več kot kompetentna, ne, da v bistvu, če si koliko toliko bralec potegne naprej, pa ajde, če je to prvi vstop, pa da še nimaš nekih predobstoječih vzorcev, kot jih ima ta vidva, bistveno bolj kot jaz zastavljena, ne? Je to vseeno cool čtivo, ki te požene. Jaz sem v bistvu 2 dneh prebral, ker je pač vseeno pa dober zaplet, pa tempo, ki te vleče naprej. Tempo zelo v redu, ja. Kar se tega tiče to, mogoče pač zdaj tukaj gledam z odraslimi očmi, je pa tak, če te učijo in preverijo uko, kako so od rešenika prebičali gor pa prebil, pol je to najmanjša stvar, razumeš, tlele, ne? Okay. Tako da to bi rekel pri nas konzervativnost je bistveno bolj krvava, kot si pa domišljamo. Tudi če pogledaš drugo stran, vem, da smo se mi učili o Pohorskem bataljonu, je bilo tudi zelo... Ja, kdaj imamo to v osnovni šoli? Ja. Ne vem, zdaj ni več teh stvari, niti verouka ni v osnovni šoli. No, saj. Pohorskega bataljona se ne učiš, ampak to je bilo kar horor. Pa mislim, v Mariboru, ko sem odraščal, tam je ogromno talcev bilo in pol smo vsake toliko šli, zdaj smo tu pred zaporom in to je tak, ne vem, 100 ljudi napisano in pol smo šli tja pod Pohorje, Ledina, tu so streljali talce in tako te vozijo naokrog in zelo normalizirali to, tako da brat en horor. Ja, mislim, meni se ne zdi problematično v tem smislu. Tako da, če ti odgovorim na vprašanje, jaz bi dal, no, vsekako. Okay. Tudi, če zdaj ne vem, nisem pa bral Harry Potterja, ker mislim, da nekako se tu pogovarja s tem v smislu let. Se ima tudi kakšne izpade, ne, v tem smislu, no. Ja, mislim, Harry Potter je sicer, kar se meni, koliko se zdaj tudi jaz spomnim, pa zdaj že zgodbe, itak se bolj iz filmov kot knjig, ampak tam je res tudi to, da so otroci odraščali. Vseeno,
moraš na to vendarle gledati. Zdaj seveda nekdo to lahko prebere v enem poletju, kakšen mulc, ki je seveda dosti bolj v bralni neki kondiciji, ampak takrat pa seveda, ko so otroci prvo prebrali, pa so bili mogoče 10, 90 recimo stari, so potem seveda odraščali vse do pravzaprav 18. 19. leta, mislim, da celo ni bila vsako leto ena knjiga. Mislim, da sta zadnji dve nekako z večjim razmikom, tako da lahko si ti odraščal ob Harry Potterju in tudi tam, počasi se gradi in prihaja do smrti. Poznam več staršev, ki zelo tempirajo otrokom kdaj, ne? Super, torej ti lahko z letos prebereš prvega, zdaj pa moraš počakati na naslednjega, ne? Ker so sami odraščali ob Harryju Potterju in imajo ful odnos do tega in so mnenja, da ne? Tam, ko Cedric umre, to pa ne, je kar šokanten razvoj dogodkov, tako da to pa pač moraš biti malo večji ali malo večja. Jaz nisem tako nazaj držal včerke. Nisi ta starš. Takim staršem priporočamo tudi naš pojmovnik, da si pogledajo, kaj pomeni pečinovis in še to razloži otroku. Kako je to zelo pomemben del odraščanja, da se naučiš pečinovise prenašati. Drugač pa sem vprašal hčerko, ki je prebrala Lockwooda, ta prvo knjigo, takrat, ko je ven prišla, torej pred 2 letoma, ali pa letom pa pol. In če je takoj ugotovila, kdo je morilec, ker zdaj pa je to, ko ti bereš kot odrasel človek, ki si prebral več kriminalk, takoj, ko se pojavi tale Fairfax, ti rečeš, zakaj je tu, zato ker je on morilec. On je red herring in to je to, ne? Ja, to je pač res, kot si rekel, to je pač ta Scooby-Doo logika, ne? Tri osebe so, unta najbolj očiten ni, se pravi unta drug. In ki dela zelo nepričakovane stvari, ki se zdijo predobre, da bi bile res. Ne? In je rekla, da ni takoj zaštekala. Napoli je postalo jasno, ampak fora je pa v tem, da te toliko hitro potegne zgodba s tem, tako hkrati imaš to, da oni nujno rabijo denar, hkrati imaš to, da je ful nekih 200 stvari v tej bajti, ki jih oni grejo zdaj raziskovati in te čist potegne in pozabiš ti na tale prvi umor in potem je še vse to. Sem se pa zdaj spomnil ene stvari, kar se tiče tega razrednega, ne? To je pa v prvi knjigi, je pa iz serije izpuščeno, ne vem zakaj. Prvi knjigi je, zato ker tega Fairfaxa on izpostavi, da je bogat že od nekdaj bil in potem je bil fič-firič in zdaj pač s tem denarjem, ki ga ima, zato ker pač se ukvarja z železom, si je zgradil pač lahko cel imperij. Ampak zgradil si imperij, ker ga je poerbal, ne? Medtem, ko v seriji pa prav izpostavi, da je on bil ne vem kaj uspešni igralec in še nekaj pred tem in potem je postal podjetnik, prav to ga naredi kot nekega self-made. In to se mi je zdelo nepotrebno in potem tukaj odvzameš pol tale kles. In hkrati imaš večkrat, da učitajo Lockwoodu drugi, da je on malo poš, ker sta starša bila malo bogatejša in ker ima pač svojo bajto. Ampak ni pa, pač ne vem, tale, kaj je Ruby ali kaj, ki ima svojo ladjo. Ona je pač bolj iz revnih, pa Lucy tudi. Meni se zdi, da tle bolj komentar tiči, da v bistvu Lucy izhaja iz tako revne družine, ki jih je bilo ne vem koliko, da je v bistvu itak jo mati takoj dala delati. To se mi zdi, da bi, jaz sem ga tle prej zaznal, kot pa to, da je pač ne, tiste pol kasneje, ne, v drugi knjigi. Jaz se tukaj, kar tako mislim, da smo vsi trije omenili, jaz mislim, da je res tisto, kar je najbolj zanimivo, pa kar tudi mene vleče, recimo jaz bom prebral zdaj do konca, danes se bom lotil 4, pa bom po mojem... Dobro, samo ti imaš OCD, stari. Dobro, zdaj, ker sem tudi, dobro, priznam tudi, ker sem začel, valjda ne bom zdaj pustil, da ne bom prebral do konca, ampak ne, meni je zanimivo tudi ta, pač, oni temu rečejo problem, je to v slovenščini prevedeno, skratka tukaj živimo v neki alternativni zgodovini, kjer se je v 50-ih, če se prav spomnim, nekje v 50-ih, so se pojavili skratka ti duhovi, ki so začeli pač duhotik, kot je Andrej Hiti tako zelo zabavno prevedel, se mislim, da je, ne vem, Ghost Touch, je domnevam, da v originalu, skratka, ubije seveda vsakega, če se te duh dotakne, te ubije in to, in zato so morali pač to armado narediti. In zdaj imamo to neko alternativno zgodovino, kjer smo v 80-ih, oziroma kar v nekem, ne povejo točno v katerem času smo, ampak nimajo pa ne interneta, skratka marsikaj se ni razvilo, ker pa seveda, če po noč ljudje ne smejo ven žurati,
pač nimajo dobrih idej in ne izumijo pol stvari. Ja. Ampak ja. Smem intervenirati. Ja, Ker v bistvu vsaj v prvi knjigi je svet zelo zamejen na Britanijo, pa rečeno je bilo, da to čist Briti fora, ne, da v drugem svetu pa niti ni toliko govora, imajo tam tudi problem. Ne. Okay. Ni, pol se ne obadajo s tem. Ja, in tudi zdaj se pravim, zato me vleče naprej, ker tudi pogovarjal sem, mislim, na Goodreadsih mi je Veronika napisala, ker se nekaj stokal, a ta svet, če gre kam, mi je zdaj Veronika Šoster prijazno napisala, da ja, da 4. knjiga je najboljša in da tam naj preberem, ker tam bo pa največ o tem problemu. Tam domnevam, da prav razkrinkajo, kaj je v ozadju tega problema, zato me pa zanima, ker se mi zdi po eni strani zanimiva predpostavka, ta ideja, tako kot sem že rekel v začetku, da zdaj gremo tu nekako v prva leta industrializacije, kjer otroci so še tudi delovna sila. Skratka, in da imamo zelo zanimivo, tako kot si mi to rekel, tudi v seriji je to zelo, tako bi kako rekel, dokaj kruto prikazano, kako mama nima čustev do Lucy, ampak jo zaprav vidi kot delovno silo, če špejt, pomaga nam, foter nas je zapustil, nimamo denarja, pač takoj pejti in jo pošle v službo, kjer zelo veliko mladih umre, kot vidimo na začetku po enem spomeniku, ki ima njihova imena. Tako, kot da bi jo v rudnik poslala. Kar jo dobesedno pošljajo. Ela je prebrala vseh 5 knjig in je precej navdušena nad tem, kako se razvije vse skupaj. Super. Je bila zelo, zelo zadovoljna s tem in meni, da 4. pa 5. knjiga sta najboljša. Aha, ok. Tako da mi to. Bom Elo poklical, da mi obnovo naredim. Edino, mi je pa zanimivo, no, ker serija pa skuša malo dobiti gledalce Stranger Things in podobnih, ker zelo nabija musko iz 80-ih. Ja, Bauhaus. Bauhaus ima zelo radi. Bauhaus, muska, ki jo imajo otroci radi. Ja. Igor, halo. Seveda, tako da zelo zanimivo. Tudi z tega vidika se mi je pa zdela res zanimiva izbira muske, ker je res na tem vsem tem altu 80-ih. Tale avtor, Joe Cornish, je najboljši prijatelj od Edgarja Wrighta in se ful pozna vpliv Edgarja Wrighta tudi pri muski in vsem tem pri njegovem delu. Jaz sem v bistvu Joea Cornisha spoznal prvič v Mercatorju, ne? Okay. Jaz imam Shaun of the Dead Extended Edition Blu-ray in je med dodatki je prispevek o snemanju tem, kako so zombije snemali, ki ga je režiral in glavno vlogo igra Joe Cornish, ki bo eden od zombijev. In razlaga te stvari, kako so se zabavali iz njega in vse to. Tako da, drugače pa njegov film Attack the Block je ful dober. Potem pa je še naredil en film The Boy Who Would Be King, ki je tak neka tudi zelo... Aha, tista zgodovinska reč za unem. V sodobnosti se dogaja zelo tak neka arturijanska varianta, ampak je tak, malo zmanjka. Tako da. Ni slabo, daleč od tega, da je bilo slabo, ampak vseeno malo zmanjka. Moraš biti res mahnjen na Froc, ki je mahnjen na arturijanske legende, da ti bo to kul. To je kar nišna publika. Ampak če si že 13, bo Excalibur boljši. Glej. A je še kaj druge glasbe kot Bauhaus noter? Ja, ful je. Se zdaj ne spomnim kaj, ampak je zelo pogosto je muska not, pa vsaj z 80-ih goth scena. Ja, ka ful tripajo na to, da bi v bistvu Loki res bil tale kliše, ki je zamišljen pa mračen in skrivnosten in ne vem kva še. Kaj ima dolge plašče, kva že? Pa kravato. Pa kravato, seveda. Ja. Jaz sem vmes pričel, malo sem zginil, ker sem preveril, seveda tudi Bela Lugosi's Dead je Bauhaus. Na Netflix pod napisih ti vedno piše Bauhaus playing in background. To se mi je zdelo še kar. Zanimivo, mislim tudi serija, jaz si nisem najbolj zapomnil, vem, da ima tudi v knjigi Lockwood plašč, ampak v seriji je Lockwood zelo izrazito oblečen kot Konstantin recimo Psycho, ker ga jaz poznam iz filma. Vse predse tam se pogovarja s tem.
Ja. Medtem ko je ona zelo taka neka superhero varianta, ima neko non-stop neko napol, neko modro uniformo. Pa seveda Georgia so malo spremenili, ne politično korektno, ni več, da bi bil preveč debel. In so ga potem zamenjali z nekim Britancem indijskega porekla, ker pač pakistanskega. Iran, ne vem. Iran. Mogoče Iran. Glej, sorry, tam našteva neke hrano, ampak jaz priznam, da nisem pogooglal, iz katerega področja je ta hrana. V enem 5., 6. delu serije. Sure, okay. Ja. Ti nisi tega videl, to močem reči. Našteva pač neke tako da malo so neke stvari spremenili, ampak jaz moram reči vseeno, kakorkoli ne vem, se ni zdaj tako zelo smešno, ampak recimo Stroud vseeno ima neki humorjen smisel za humor. Serija je to pa precej zbrisala in ne vem, mene je to, moram priznati, da to pa še najbolj motilo v Netflixovi seriji v primerjavi s knjigami, no? Ker se mi je zdelo, da ti liki res niti malo potem ne pridajo do izraza, niti malo nimajo neke osebnosti, če že George s to neko kaotično pojavnostjo, pa v prvih 3 delih, kako še je nekaj tega noter, on se pojavi skratka samo v majici, je brez gat, brez hlač, ker to parkrat je noter, no, tako nežno spolno nadlegovanje najstnikov, ampak sem vseeno prikazano, kot da se on sploh ne zaveda, da je to problem. Ne? Se so aseksualni, se ni zdaj, jaz malo pretiravam z nekega kar pa je bolj problematično pač proti koncu sezone, kjer ima on razmerje z to starejšo gospo in je tako, ena tudi, ki je raziskovalka nekaj, in pol v bistvu ga ona dva se dobivata in je prav tak, kam to vodi? Ona je odrasla ženska. Tak 40. Tako tam nekje. Tudi zamenjali so lik, v knjigah je to moški. Je tam raziskovalec tale, ki je z tega pogrebnega podjetja. A je to v drugi knjigi? Je to v drugi knjigi. Zakaj to razlagam? V drugi knjigi je ta neki raziskovalec pogrebnega podjetja, kjer piše, da sta si z Georgem zelo podobna, tudi vizualno, oba imata skratka očala, sta malo bolj široka in rada raziskujeta. Tle so pa iz nekega razloga dali žensko srednjih let in potem, pejta na kavo in dajta to kemijo med vama. In si malo tako, kaj pa, če rajš ne. To je zelo nenavadno gledati in malo teh. Čeprav jaz kot najstnik priznam, da bi se tudi zaljubil v žensko, ki bi mi lahko knjižnico odprla kadarkoli, pa me... Okay. Ne bomo šli, ne gremo predaleč, raj s tem... Kaj sem še hotel tukaj povedati? Nič, nekaj teh vplivov smo povedali. Jaz mislim, da tukaj je nekaj tega vpliva, skratka na Strouda, Konstantina, pa hvala tudi Scooby-Doo v končni fazi. Absolutno. Dylana Doga verjetno ni bral, ker to pač Britancev, ne vem koliko je tam v Britaniji. Koliko dobro je znal italijansko, ker se ni prevedeno to v angleščino. Imaš neke delo je prevedeno, tudi šlo v Ameriki in tako, pa v končni fazi vse so filmi, ne? Je film, no? Pa kaj veš, že v prvem delu ali pa vse v knjigi, no, mislim, predvsej bi bil ta setup, ko ona potrka na vrata, gor piše Lockwood, pol pa odpere kao Groucho lik. Res. Pa on, Lockwooda še ni, smisla boš krofe prenesla pa neki in je tako totalno Dylan Dog setup. Imaš čisto prav, veš, jaz sploh nisem opazil tega, imaš prav. Tako, wow. My mind was blown. In to človeka, ki je prebral eno knjigo in pogledal eno epizodo. Fuck! Kako se jaz nisem tega domislil? Ampak domnevam, mislim, glej, po nekih kanalih lahko bi valjda tudi Dylan Dog. So skratka tu neki ti vplivi tega mladinskega. Jaz sem pol hotel še z vama govoriti o tem, kaj sta vidva brala, ko sta bila recimo teh let 10 do 14, ne še najstnika v tisti polni hormonski fazi, ampak predhormonska faza, ker jaz recimo, če zase najprej povem, recimo jaz sem zelo oboževal, po mojem sem še tudi to obdobje še 5 prijateljev, ampak tudi recimo Časovni stroj in rad sem imel te malo grozljive. Meni je že takrat bila
zelo všeč recimo tudi Dickensova božična zgodba, ker so not duhovi, Pesem. pa pridejo, pesem, ja, vedno pač se tle zmotem, ja. Ampak mislim, da je v slovenščini, ne vem, če ni božična zgodba. Prevedena je kot pesem. Resno? Jaz sem, ko sem pisal v filmu, ta z Jimom Carreyjem, takrat, ko je bil, sem moral priti prek tega, da ni zgodba, ker se meni tudi zdi bolj naravno zgodba. Ampak literarno delo, ki je prevedeno kot pesem, filmi pa so dostkrat kot zgodba. Aha, okay. Tako da ja, tole pa recimo takrat je bil že, ja, po mojem, že tale, so bili, kaj so že bili kratkohlačni, ne, neki zihar, Emily so mi hlačili ta detektivi. od Tomasa Brezine, skratka njegova serija, kjer je šlo sicer že res pol v absurd, ker so se ti otroci obnašali, mislim, so bili že na pol res vohuni. Tako na začetku je bila taka ponovadi James Bond, scena iz Jamesa Bonda, kjer so jih kar neki napadali, pa streljali, pa ninja, pa ne vem kaj vse. Ampak v končni fazi rad sem bral te stvari, rad sem bral, je pa to absolutno čas, ko sem jaz odkril Dylana Doga. Ja, jaz tudi, Ja. Mislim, In sem ga obsedeno bral in ta občutek te groze, ko bereš to, kar si še premehen, pa vseeno bereš te stvari in ti je pač tako, ko jih tam koljejo, pa ne vem. To je, ja. Mogoče bo to problem, ker jaz bi se na podlagi tega ocenjujem, kaj je ta groza, zdaj, ki bi bila primerna za določeno starost. Ja, A veš, Dylan Dog ima zelo grafične scene, lahko tudi, ne, zelo ja. ponazori ene stvari. Ne. No, ampak je tudi vredno, da Dylana Doga bereš, ko si mlad, zato ker ne zaštekaš, s koliko filmov je dobesedno res, ja. vkradena zgodba. To je tudi res, čeprav recimo meni so že takrat bile tudi zelo všeč te malo bolj abstraktne, melanholične, zelo onirične, se pravi sanske epizode. To se mi je zdelo takrat že tudi izjemno, pa to so res bili cajti, ko sem jaz bral, to so še dnevnikovi Dylani Dogi, ki si jih mogel, pač sem jih iskal, zato ker moj fotar pa starejši brat, če sta karkoli tega prebrala, se je pol stran vrglo, pač to takrat pri nas ni nihče in jaz sem takrat ravno v tem nekem obdobju začel zbirati te stripe in jih res imel, jaz sem po mojem tisto Damo v crnom, ker sem imel samo prvi del, sploh nisem imel drugega dela in sem ga prebral, mislim, da se pravi 5-6 let pozneje, ko je išel v prvaščini in takoj dobil drugi del in sem bil tako, in je res bil super, ampak ja, take stvari sem jaz bral. No, kaj ste vidva brala pri teh letih? Ja, jaz bom kar skočil, bo rekel, da precej isto, čeprav moram tudi vreči miks vse v meni, kar je zelo v spominu ostalo, je v bistvu že Pod svobodnim soncem, Okay. ki pač ta neki fantazijski zaplet, pa itak v šoli je bil, ampak mi je full v spominu ostal, da mi je res sedlo to takrat. Pač pa ja, časovni stroj, pa zraven Dylan Doga sem jaz bil še predvsej navdušen nad Martin Misterom, pa to je fotor imel cele zvezke tega, polno tega sranja, pa Nathan Never, to pa sem iskal sam neke, v bistvu že druge zgodbe, onkraj Dylan Doga, pa da nisem samo fotorov izbral. Mi je pa pol on kubo, rekel, no to ti bo mogoče všeč, ne, jaz pol pa že tako da sem v bistvu Lex videl preveč pred Sigourney Weaver, I guess. Ok, ta zanimiv zasud. Ja. Sem si ga zdaj ozavestil. Tako da si bil, ko si gledal, to ste pa ukradli. Ja. Tako da predvsej to. No. Nimam nekih hudih odklonov od tega, kar si zdaj ti povedal. Razen mogoče onih, ne vem pa, če sem Sherlocka že takrat bral. Jaz mislim, da ne, po moje ne. A si ga ti že bral takrat? Ja, lahko bi bilo možno, tudi jaz nisem zihar, gledaj. Se pravim, zaradi tega mi je tako zanimivo, da skušam to svojo neko konzervativnost malo dati, ker jaz sem res marsikaj že bral v teh letih, tako da ta neka ideja, da bomo zdaj to branili pred otroki, je res čudna, pa da prihaja od mene, ker sem glede teh stvari res liberalen. Jaz sem še bral dve zadeve, ki sem pripričan, da sta jih vidva tudi, pa sta pozabila omeniti, to sta Jules Verne pa Karl May. Ja, seveda. Ker je tudi nekaj pač pustolovščina, je pa tudi so ene malo grozljive stvari, sploh pri Jules Verneu. Ja, ok. Hint tega, ne? Ja, malo je tega, ja. Moram reči, da se ne spomnim, da bo natančno, ampak jaz sem jih bral v srbo-hrvaščini. Jules Verne. Ja. Res? Ja. No, naša knjižnica v šoli je imela vse slovenščine. Ne, jaz sem pa pri detku na Hrvaškem, to še pred vojno, ni imel neke bogate knjižnice, full Tita, iz nekega razloga pač, pa potem neke malega žepenc prav v srbščini, v srbo, kao piše, kao što govoriš. Tako, ker sem lapal potem še leto ali dve okean, na mesto ocean, tako sem se tudi naučil, no, srbo-hrvaščina, ampak ja, Jules Verne je imel pa v celoti, tisto sem prav, ne morem pa se spomniti, da bi bilo kaj tajega,
hardcore groznega, veš, to Ja. pa ne vem, Ne, ali sem mislim, potlačil ali... Pri 20.000 mil pod morjem so določene scene, so take neke kao pošasti, pa to, ne. Aha. Pa po tej poti na Luno, ali kak je že, tam je pač to, ker je zelo velika verjetnost, da bojo kao umrli tam v onem vesolju, medtem ko 80 dni okrog sveta, recimo je pa ful romanca. Tisto pa ni, mislim, so neke nevarnosti, v katere pride, ni pa nič groznega, je pa romanca, ki je v drugih knjigah ni. Ne? Aha, ok. Ja. Tako da to, no pa tudi pri Vinetuju, recimo, ali pa pri nekaterih teh drugih, imaš ene momente, ki so malo hororiške, mučijo kakšne ljudi, pa to, ne, z informacije, kako se že reče, enhanced interrogation izvajajo. Okay. Ja, se pravi, ta spomin je res, že kaj se tudi recimo ne spomnim čisto dobro, ampak jaz vem, da kot mulj sem že takrat opazil te knjige, pa ne vem, a so takrat išle, po moje pa ravno tam nekje 14-15, ja, po mojem že, ko sem bral, neka zbirka je bila Kriv, ena knjiga je bila Kriv, ena ne vem, kje so bile pa stvarne, ampak tako malo stripovsko ilustrirane. Kriv je bila recimo o tem, kako so kaznovali zločin skozi zgodovino in potem sem imel noter, ja, kako so pač glave sekali, jih obešali. Čakaj, kaj je bilo to, ko so bili tudi neki duhovi, samo da vem, če je to ista stvar. Tisti je pa druga stvar, tisti je pa UFO, NLP, pa duhovi, tudi tisto sem bral. To. Ja, in tisto se spomnim, tisto me je pa napsihiralo, takrat kot mulca zelo, zelo, tisto v duhovih je bila kar orenk. Ja. Ja, spomnim se, ko so bile tako zelo barvite knjige, kao trde platnice, A5 format. V bistvu so mehke, jaz se spomnim tistih tam mehkih. Jaz se pa spomnim, da imajo, moj kolega imel, pa sem mu jih vse pokradil. Tako je v bistvu primeri, pa tudi različno, veš, kao UFO imaš tle, pa nadnaravni fenomeni, pa potem groza, pa tak naprej. Ampak po resničnih primerih, kot da bi zdaj radar zmetal v zvezek. Ene so bile, v trdih platnicah bila neka bolj ezoterična, ampak je bilo tudi ko lebdijo mize, je bila recimo Poltergeist, to se spomnim. Ampak jaz imam v glavi, ena je bila NLP, pošasti in... Pa velika, ne? Kaj je ilustrirana. Ja, NLP, pošasti in... Kaj je ta tretja bila, zdaj sem pa, še prej sem vedel, zdaj sem pa pozabil. Ja, duhovi sem rekel, NLP, duhovi pa pošasti. Cankarjeva založba jih je izdala. Jaz jih imam doma, ker sem jih na Bolhih kupil. Mislim, da ravno 10 let nazaj, ko sem prišel k CZ-ju in dobil paket na CZ v pisarno in odprl in videl, pa se to smo mi izdali. Takrat mi je bilo zelo zanimivo, ampak jaz sem bil s temi rečmi obseden in definitivno se pravim, tudi tole bi požrl takoj, tako da jaz mislim, da priporočam to mladim bralcem. Zdaj pa če ste pa kot starš mal konzervativni, še bolj kot jaz, pa kaj, preberite najprej sami, pa se pač to odločite, kaj je to, a je to že dovolj za vašega otroka ali ne. Mislim, da če lahko sledi zgodbi, pa če rad bere, res ne vidim nobene problematične stvari, razen omenjanja duhov, kar pa zdaj, če si hardcore določene vere krščanstva ali pa kje, ki ne priznavaš, ki meniš, da je to nagovarjanje k čarovništvu, tako kot Harry Potter, to je isto problematično kot prva knjiga Harryja Potterja, če pač drugače pa se mi ne zdi. Mislim, gledajte, nič hudega, razen če bo pač otrok ful začel sveče nabavljati po internetu, pa pač se vprašajte, zakaj je to. Ne, reč se pogovorite z njim, namesto da se sprašujete. Pa odmaknite kdaj ono preprogo na sred sobe, ko ima čez pod kakšen pentagram, recimo, skredo ali pa skrbijo sosedove mačke narisan, recimo. Pol bi se tudi jaz začel spraševati, mogoče kaj ta mulj zbere in kakšno muziko posluša, gotovo Bauhaus. A je kdo še hotel kaj dodati? Smo še hoteli kaj tukaj zelo blaznega povedati o seriji ali pa o knjigah? Ne, berite Dylana Doga. Ne, pa tudi to preberite. V bistvu, če ti prva sede, bejte naprej. Ja, definitivno in obiščite, pač pejte pogledati, kje je avtor, ujamite ga, če hočete podpis. Skratka, zato imate kar nekaj priložnosti v naslednjih dneh, drugače, pa jaz mislim, da je vseeno fajn, tako kot je že mi to rekel, fino je, da imamo izbiro to neko, da se ta žanr tudi krepi, pač kot sem se rekel, meni je zelo všeč, da je grozljivka, rečemo temu neka grozljivka za mlade tudi na voljo, da
da je to nekaj, s čimer lahko pač preizkušajo različne žanre, pa da vidijo, da če jim to zanimivo, lahko kot malo potem pozneje starejši bralci marsikaj tega še preberejo in odraščajo v tem, in to se mi zdi zelo pozitivno. Jaz bi pohvalil tudi naslovnice knjig, ki se mi zdijo zelo zanimive. Ja, zelo nice, pa tudi prelom pa oblikovanje, fajn. Tako. Jo, bi mogel pogledati, pa imam knjigo tam nekje, ampak kdo je pa naslovnico naredil, me je zdaj z glave. En slovenski res? Avtor, ja. Super, the best. Ja, ker so naše naslovnice. Zelo lepe naslovnice. Skratka, bomo dodali tudi kaj takega spodaj, super naslovnice, lepo narejena knjiga, zbirka zelo lepo zgleda na knjižni policiji, tako da tudi to je nekaj, kar je vredno, s podpisom avtorja pa še toliko bolj, tako da pejte, da vam podpiše. In smo v rubriki, kaj smo gledali, brali, špilali ali poslušali, in Igor je ta prvi, ki bo povedal nekaj zelo krednega, krdelnega, ne vem, gotovo ne tropskega. Wow. Gledal sem Ovce detektivke, kar je film, ki je sinhroniziran, in to mi ni bilo tako ful všeč. Sem napisal članek na Siolu o tem. Drugače je kar lušen film o pač čredi ovac, ki ima pastirja, ki ga imajo zelo radi, ker lepo skrbi za njih in jim vsak večer bere kriminalke. In potem je on nenadoma mrtev in ovce se odločijo, da bo razrešile umor, zato ker policaj lokalni je čist nesposoben in je kar cute. Je pa malo problem z prevodom sinhronizacije, zaradi katerega pol pač malo čudno izpade, zato ker recimo vztrajajo, da se reče trop ovac, zato ker sumim, da čreda je malo pejorativno jim se zdelo, ampak noben ne reče trop ovac, čeprav je slovnično, sem šel preveriti, sprejemljivo. Tako da enih par takih momentov je, drugače pa je lušno, pa je za tam, ne vem, 8+. Pa misliš, Igor, da je to alegorija za smrt Boga, pač pastir umre in ovce pa skušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo? Ti tudi gledal film? Nisem še ga gledal, ampak to sprašujem. Kaj ta zem, niti ne. Mislim, je res, da je Hugh Jackman. Ja, le. Jaz tle vidim neke simbolna sporočila. Ok, kaj si še imaš kaj za pogled? Prebral sem strip Janeza Grma in Mateja Dečeka, Mojmir in Krištof, primer izgubljene kuharice, ki je glihkar izšel pri Stripolisu. In je lušno. Tudi moram reči, da te zadeve sta za otroke isto kolokvuden. Okay. Tole je za še malo mlajše mogoče in ta dva sta maček in njegov pomočnik pes in ta kuharica izgubljena je kuharska knjiga, ki jo je tam, kjer ona dva hodita, ona izgubila in ne zna nič skuhati, ker če nima zapisano in potem ona dva ugotavljata, kdo je kradel in najdete sledi in je zelo razgibano, zelo zabavno, na koncu so še naloge not, tako da mislim, to je za otroke, ki kako hitro znajo prebrati par črk, bojo tu najdli lahko se not in delali naloge in vse to je zelo lušno. No. Ampak tudi, če si odrasel, pa prebereš to, se ne počutiš, da si bolj neumen. No. Pa animacije so lušne, mislim, ilustracije, ali kakorkoli se reče temu v stripu. Dečeko je pač zelo cool, tako da to tudi zelo priporočam. Okay, No, super, en tak lep starševski paket smo pripravili tokrat. Mito, ti kaj gledaš, bereš, poslušaš? Se moramo opravičiti, da ne. No, da jaz nadaljujem s starševskimi stvarmi, jaz nadaljujem zgodovino groze, tako da grozljivke gledam, zdaj sem se lotil 80-ih, nekako sem ne vem zakaj, po nekem naključju zbral Carpenterjevo Meglo, kot prvega Meglo, kakorkoli bi temu rekli v Ljubljani. Meglo, The Fog, ki mi pa ni bil tako zelo všeč, moram priznati, da zdaj, ko sem gledal tudi z nekimi odraslimi očmi, ima nekaj teh zanimivih smrti, ampak to je, tempo tega filma je čist mimo, to je kar, mislim, kar film se ustavi 3-krat, 4-krat, preden gre dalje, tudi groza je taka zelo, po eni strani dober, naredi atmosfero, pa zelo kar se tiče fotografije s to meglo, pa s temi biti iz megle zelo lepo, ampak kar se pa zgodbeno tiče, pa tako slabo dela z neko suspenzom in tem, da sem bil res
še kar razočaran nad filmom, tako da niso se dobro začela. Ti pogledal moja že 80. remake? Nisem, tudi ne bom gledal remake-ov, Res? ker sem bral, da so slabi. Tako da ne bom. Remake je z Radetom Šerbedžijem. Slabi so, ne bom, tako da pogledal sem drugo sezono Daredevila, Born Again. Ja, ni mi bila tako všeč, moram priznati, da je zelo stripovska, zdaj bom pa jaz to uporabil v malo pejorativnem smislu, v tem smislu, da zapleti so zelo tako, pač Kingpin je zdaj skratka župan, ampak pol tam dela kar neke neumnosti, ki bi si človek rekel, mislim, a si ti res župan, kar neki boksarski dvoboj ima z nekim tipom iz nekega nobenega razloga na tem svetu, da bi to župan počel, Ja, pa bi hotel Pač imeti. zelo Trumpovsko. Ne? Ja, jaz mislim, da jih je malo zavedla ta trumpovska karikatura in so skušali v to, pač češ, se lahko dela karkoli hoče, itak mu ne bo, nikomu ne more ništa, ali kaj. Ne vem, meni ni bilo, moram priznati, da mi ni bilo všeč, tudi zelo veliko, tudi tukaj je tempo polomljen, zelo veliko je tega, da Daredevil nekaj naredi, se mal tepe, pol pa se pogovarjajo o tem, kaj se je zgodilo, pa kaj čejo zdaj, pa neki sami problemi, pa ne, malo meni ni bilo ta, pa seveda ta Daredevil, nikogar ne bom ubil, ne vem kaj, vsi, oni pobijajo milijon ljudi, ampak jaz ne bom ubil nobenega. Krščanska krivda. Ja, Kak je pa z vpeljavo teh likov odprej, Jessica Jones? Jessica Jones pride za ta cameo, da pač pove, tle sem, in potem gre. It's me, Jessica. Ja, tako, ja. V tem smislu Ni še koga drugega. nima nobenega, na koncu se pojavi Cage, ki je nekje bil na neki misiji. Nisem tega razumel, a smo to videli v prejšnjih, ker sem že 100 let, kar sem gledal Cagea pa Defenderse, ampak ja, on je nekam šel in ona zdaj pač je s hčerko zelo zadovoljna, ker se on vrnil. Tudi se nisem spomnil, da ima Jessica Jones hčerko, moram priznati. Okay, ne, to je nekaj novega zame tudi. Okay. Skratka, Sure. ja, Okay. ni bilo nič takega, gledam pa in priporočam Widow's Bay. Ja, to Na je tudi. Ja. Apple TV, prvi 3 deli so bili zunaj. Meni je všeč, ker je taka grozljivka. Zanimivo mi je, ker sem pogledal meglo, ker je to neke vrste predelana megla. Skratka, tukaj imamo spet neko otočje z meglo in prihaja neke pošasti, dogaja se ful stvari. Ti vaščani oziroma ti otočani so zelo, zelo vraževerni in vse ima neko zgodbo. Ta župan, ki bi pa rad naredil z tega otoka nek turistični biser, mu pa grejo vsi blazno na jedra, ima tajnico, ki dela samo 2 uri in ki ne zna prebrati svojega lastnega rokopisa. Ja, pa 100 je stara. Je pa 100 je stara. Ampak ja, take zelo absurdne stvari, ampak meni so kakšne stvari, take mini stvari v tem svetu, na tem otoku ful všeč. Tam imajo kar nek muzej z nekimi čudnimi slikami, ker si tako, vsakeč, ko jih tudi v ozadju vidiš, si tako, kaj se tam dogaja na tej sliki. Mi tu sem že razlagal, imajo neko, on najde v nekem prizoru neko družabno iglo, ki so karte, ki se imenuje Run, in polje so karte not yet, in naslednja karta Run. In tako, kako deluje, kaj je s to igro, rad bi vedel nekaj več. Tako, zelo, skratka, imate neke zanimive reči. No? Ja, zelo zanimivo gradi svet. Pa tudi to, ko so pripričani, če si rojen na otoku, ne smeš nikoli dol. Da eden je enkrat šel nekam in je prišel nazaj in naslednji dan je umrl. Ja. Kap ga je. Ja. Skratka, malo me spominja na The Cherry Company, sem, da je ta veliko bolj kot, ni teorija zarote, ampak je res bolj v to neko folk grozljivko. Malo Lovecraftovsko. Ja, malo Lovecraftovsko. Tako da ja, mi je... Kje se pa da to gledati? To je na Apple. Okidoki. Tako da čist fajn priporočam in pejte, pač pogledajte si, če ker smo že v teh grozljivkah in to pejte pogledati. Ljudje in ljudine, če boste verjeli ali ne, poslušali ste 252. epizodo podcasta, ki sliši na mejo Bot, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od Dev do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Igor, bližnji friend od Joea Cornisha Hart, Mito, najstniki niso seksi Gegič in Aljoša, aseksualnost. To epizodo smo znova posneli v našem štabu v kinu gledališču Bežigrad, kinu, ki je v centru in ki je center. Preverite njihov program, še enkrat opozarjam, kmalu bodo odprli tudi kino na prostem oziroma drive-in kino, ker je poletje in poleti ni lepšega kot kino pod zvezdnatim nebom.
In če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nanj preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte kakšno ceno. In če ste zdaj, ko tole poslušate, medtem ko peglate spodnje perilo, če se zdaj zelo počasi ozrete, ne boste za sabo seveda videli ničesar, ker ste odrasli ljudje in vsa nadarjenost, ki ste jo nekoč premogli, je že zdavnaj izvenela. V miru speglajte do konca, ničesar paranormalnega ni v vašem svetu, samo grozljiva in ubijajoča normalnost. Ja, naši glasi. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, vsekakor tudi na Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in duhovih. To je bila že 252. epizoda podcasta. Hvala vam za vašo pozornost, se slišimo znova kmalu, lahko pa se tudi vidimo Ljubljančani in predvsem obiskovalci konvencije na meji nevidnega od vse posod, ki ste že nabavili karte, kot smo slišali, ker jih ni več v prodaji. Ste vabljeni v soboto 23. maja, ko bomo v živo snemali podcast o prvem prevodu Brandona Sandersona v slovenščino skupaj s prevajalcem Sergejem Hvalo Snetjem. Poglejte si seveda še preostali program konvencije, ogromno stvari se dogaja, tudi mi smo še marsikje, Igor predstavlja svojo knjigo v nedeljo. Pozdravite nas, če boste tam, do naslednje epizode in še dlje. Jenkins.